Boštjan, pozdravljen. Živa. Vodja zmagovalne Sirize Aleksis Tsipras je po nedeljskih volitvah pohitel z oblikovanjem koalicije in vlade. Kako uspešna je lahko koalicija med Sirizo in neodvisnimi Grki, strankama, ki na prvi pogled nimata prav veliko skupnega? Ravno to, da ne na prvi, ne na drugi pogled, resnično imata nič skupnega, je velika primerjalna prednost za to koalicijo, za to vlado. To je malo osebno mnenje, no? Ampak predvsem se mi zdi, da če bi Siriza dobila še 2 dodatna glasova, imela absolutno večino in oblikovala samostojno vlado, bi to malo paradoksalno, bo morda to zvenelo v njeno pozicijo, predvsem do Bruslja in Berlina in Mednarodnega denarnega sklada veliko bolj oslabilo kot okrepilo. Zdaj se mi zdi, in to velja tudi znotraj Grčije, zdaj se zdi, da je Siriza potegnila zelo pametno, politično pametno in tudi ekonomsko pametno potezo s tem, ko je pritegnila neodvisne Grke s Panosom Kamenosom na čelu, kajti oni so, kako bi rekel, krepko zasidrani v obstoječih grških ekonomskih tokovih. Med njimi je kar neki ladjarjev, imajo neko, kako bi rekel, tesno vezo s cerkvijo, hkrati pa je med njimi tudi kar nekaj visokih častnikov grške vojske. Brez, kako bi rekel, demagogije omenjam vse naštete. To so tisti ljudje, ki bodo lahko Sirizi v primeru zanjo slabih novic pomagali preživeti najtežje trenutke. In na te se seveda Siriza vnaprej, če želi kakorkoli pomagati Grčijo povleči iz že obstoječega pekla tretjega sveta, mora pripravljati in to počne. Številni evropski voditelji so včeraj svarili, da Ciprasovih načrtov o koncu varčevanja in odpisu dolgov ne bo lahko ali pa sploh ne izpeljati. Ali lahko Siriza v takšnem nasprotovanju sploh izpolni svoje predvoljivne obljube? 24 ur, pa še manj 12 ur potem, ko se je spremenila politična, na nek način se začne spremenjati tudi ekonomska realnost Grčije in na to neposredno posledice tudi na Evropsko unijo. Vsi nihče, ne tukaj, ne tam, ne na eni, ne na drugi strani ne more privoščiti, da na glavo postavi vse tisto, kar zatrjeval zadnjih nekaj tednov, mesecev in mogoče tudi let. To je treba razumeti kot politiko kot tako. Ne realna politika. Realna politika se že nekaj časa in glede na to, da smo v našem časopisu že jasno in pred enim tednom pisali koaliciji, ki obstaja in je res hecno gledati zdaj, kako bi rekel, veliko presenečenje nad Danielom. Nas bo mogoče čez kakšen teden, 2 ali pa čez mesec bi presenetilo tudi to, da bodo začenjali ljudje v Bruslju, v mednarodnih finančnih institucijah govoriti nekaj drugega, kot so govorili včeraj ali pa zadnjih nekaj mesecev. Predvsem pa so po mojem mnenju, in si to skoraj upam trditi, bo zelo hitro pokazala solidna mera fleksibilnosti. Nikogar ni v tem trenutku, ne v Grčiji, ne v Evropski uniji, ki bi si želel nekega konflikta, poslabšanja situacije. In predvsem je tukaj pomembno stvari razumevati v širšem, ne samo v grškem kontekstu. Bolj, ko bo Evropa agresivna do Ciprasove vlade, bolj se bo vpliv Sirize in tega dokazanega upanja nove levice širil tudi drugod po Evropi. Ne smemo pozabiti na španski Podemos, morda lahko pomislimo tudi na Portugalsko, Francijo, celo na Irsko. Nekdo tam nekje v Bruslju, v Berlinu in mednarodnih finančnih institucijah v tem trenutku po mojem mnenju že počasi prilagaja svojo politiko novim realnostim, ki pa roko na srce niso smele in po mojem mnenju tudi niso presenetile nikogar. Prav to je bilo še moje zadnje vprašanje, torej kaj Sirizina zmaga pomeni za evropsko levico? Zdaj nekako kratkoročno si že razložil, kaj pa dolgoročno? To kratkoročno gotovo pomeni dvig nove levice. Moramo se zavedati, da je Siriza praktično edina resnično nova leva stranka v Evropi, ki je prišla v Evropski uniji na oblast, odkar slednja obstaja. To ni socialno-demokratska stranka, ki je šla že davno tega v postele s kapitalom, to je resnično leva stranka. Je pa, po mojem mnenju, mogoče v bližnji prihodnosti od Sirize na nek način utegne biti prisiljena v to in to, po mojem mnenju, kaže tudi Bera, kot se kaže zdaj že izbranega finančnega ministra Janisa Varoufakisa, ne pa malce bolj radikalnega Kostosa Lapavicasa, to je glavna finančna in ideološka dilema znotraj
Sirize, po mojih informacijah, kazati v smeri, da se na videz, ali pa da se retorično radikalna ekonomska pozicija Sirize utegne precej izmehčati. To je pa tisto, kar bi dolgoročno lahko pomenilo, da se na volilni uspeh Sirize in morebitni volilni uspeh Podemosa v Španiji. Podemos je ekonomsko precej bolj sredinski kot goste Siriza. Utegne narekovajih nalepati tudi poražena levica, zgodovinsko poražena levica preostale Evropske unije, ki je ves čas v zadnjih letih iskala nove zaveznike v sredinskih in na nek način tudi desnih sredinskih strankah, zdaj pa bo po mojem zelo hitro mrhovinarsko začutila priložnost in poskušala, tako kot se je to zgodilo marsikje na protestih, morda tudi v Sloveniji, v velikih narekovajih okupirati novo nastali prostor svobode. Najlepša hvala. Hvala.